Torej, kako narediš izpit po avstralsko? Prva stvar, pogledaš, kje je izpit, ker izpit ni na faksu. Druga stvar, malo zapaničariš, ker nimaš pojma, kje je izpit in se ti mudi. Ok, dobro, pogledaš na zemljevidu na Google Maps in vidiš, da izpit se piše v nekem centru pol ure peš od centra. Kaj? In priješ bližje in bolj mi ni jasno, kaj se dogaja. In pol na koncu cel zmeden gledaš. Čakaj malo. Kaj tu se piše izpit? Panično greš še hitro čez zadnje zapiske. Joj, a bom to robil, leveraging friends? Ja, mogoče bom. In pol čakaš in tika taka. Na kar naenkrat se začne tam varnostnik po megafonu dreti, da moraš vse osebne predmete odstraniti, kam jih te moraš nesti. Pol samo slediš horde. In pol priješ do sem, do USA Bagroom, kjer pač moraš not odložiti svojo torbo, vse osebne predmete, vključno z tvojim telefonom, bilo kako pametno uro, karkoli imaš, samo kulico osebno, pa v bistvu, ne vem, kaj imaš nekaj za vodo za piti. To je to. Pol pa moraš hoditi nazaj. Še kar hoditi in hoditi. Še kar hoditi in hoditi. Ja, si že tu, ne, še kar hoditi. Vmes še malo pogledaš, kakšne lepe rože rastejo. Še kar hodiš, ker itak nisi že živčen, pa bi rad maksimalno čas izkoristil pred izpitom za učenje, ne pa za hojo, ne? No in pol končno po 5 minutah priješ nazaj, greš v ta center not, pogledaš na razporedu, kje si, greš not in vidiš, da je že 1000 drugih ljudi not in vsi čakajo, vsi bi radi takoj začeli odpisovati. Tona takih, kako bi rekel, posebej stoječih ur je, vse posod so ure, se pravi, pa vse je razporejeno na kvadrante od A1 do E5. In odvisno v katerem kvadrantu si, tam pač se moraš sesti, ker tam te bo čakal izpit. Da ne govorim o tem, da niti ne upaš, da bi karkoli pogledal levo ali desno, ker ti bo takoj vse vzeli, tu pač ni trte mrte. Pa da še najhuje od vsega, imaš samo eno šanso za izpit, se pravi, ni ponavljan. Jaz sploh ne vem, kaj se zgodi, če padaš. Pa se ne bom padal, ali? Evo, tak zgleda, tak narediš izpit. Danes je šlo v rede, zadnji izpit sem odpisal. Ja nič, glej, gremo počasi potovati.